Dobrodošli v oddaji Jan David se pogovarja, ali to oddaja podcast, to boste precenili sami. Z mano tokrat Matevž Šalehar Hamo, za njega mislim, da ne rabim razlagati, kdo je. Če ne veste, boste pogooglali, ker Google vse ve. Google ve vse o meni in še tisto, kar jaz ne vem. Tako. In po drugi strani pa prvo vprašanje od prejšnjega gosta Hamo, če mi poveš za štart, a si bolj vizualen tip ali slušen tip? Zajebano vprašanje. Ne, glede na to, da se z muziko ukvarjam, po moje bolj slušen, ampak je vizualno tudi zelo pomembno. Recimo v šoli si se pa, ko si se učil, kako je bilo pa takrat, če se kaj še spomniš? Likov nisem imel mu. Aha, okej. Ampak pol sem imel ga tudi zu. Okay. Tako da ne vem, ampak so me tudi z glasbene ven vrgli, veš. Tako da šola ni glih dobro ocenila mojih talentov. Talentov za glasbo, ja, bi rekel, ne. Cool, greva v intro, pa se vidimo. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. A bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Evo, midva sva nazaj, konc introta in Hamo Šalehar Matevž. Daj mi povej, zakaj na Wikipediji piše, da tvoj priimek izhaja iz besede, priimek se upravičujem, sinonim, nickname, kakorkoli, prihaja iz besede Hamas. Odkje to? To je neka štorija iz, mislim, da zdaj že 30 let. S prvim bandom Baywatch smo šli v Grčijo špilati. To si bil z bratom, ne? Z bratom, ja, brat je bil na kitari. In sem šel zmenjati v neko zlatarno, denar v ledrci, brada, čupa, kapa, 40 stopinj, ampak imič, ne, treba rock'n'roll. Stal roko pod jakno in se je on ustrašil in je pritisnil alarm. Se je začel vse, jaz tako denarnico, sorry, jaz bi sem denar zmenil. In zunaj je band stal in so rekli, da Hamas, teroristični napad, da je bil to. In pol itak, tam smo igrali za maturante, se je to nalezali, vsi so me Hamas klicali in pa se je to z leti skrajšali v Hamo. Ne. A prav dejansko, ne? Ja, terorist sem. Pa takrat že z brado okrog hodil? Ja, malo manj brade je bilo, malo bolj redka, ampak... Takrat si bil zelo mlajši, ne? Verjetno njih v zlatih letih za izvedbo takih dejanj. Ja, ampak predvsem sem bil čisto preveč oblečen, ne, ker je bilo treba imeti leder jakno skozi, tudi če je bil ne tako danske kratke hlače, ne dolge hlače v Atenah. Jaz mislim, da je bilo 42 stopinj, kapo na glavi, štrikano. Kako ste sploh začeli z muziko? Odkje vam muzika, no? Odkje ti muzika? Ne vem, če so te vrgli z glasbene šole? Hotel sem pač igrati kitaro, to je bil, basically sem hotel biti kitarist. Okay. In sem šel glasbeno, z bratom so oba po 2 letih ven fliknili, češ da nimajo posluha. Pol sem še ustrajal, se sam nekaj učil, šel se hen učiti. In pol, vem, da sem jaz že kar lepo igral, sem še brata naučil igrati. Aha, on je mlajši, ne? On je starejši. Okay. Ampak je pol mu šlo na živce, ker sem jaz na vseh žurih špilu, ne. Ja. So bejbike mene gledali in je hotel tudi on to pozornost in me je pol ujel prehitu na kitari, tako na fertik. Pol smo imeli pa neke bende, kjer sem kitaro igral, tudi bas sem igral in smo iskali pevca in imeli audicijo in celo prišlo na audicijo, ne vem, nekih 40 pevcev, pevk. In smo pa na konc dneva v grupu pogledali, da jaz bolj pojem od vseh. Teh 40. Ker sem pač tam na piknikih. Se koke bom pa jaz pevc. Ne. Tako je sem ratal pevc, kitarist sem pa zdaj pač zaradi tega toliko slabši, ker sem... Zanemaril to? Zanemaril, ja. Pa se vedno, ne vem, zdaj v bendu imam deklevca, jaz tu resnici ne rabim nič več odigrati, ker on vse odigra, ker je pač to hud, da... Okay. Zdaj si koliko časa je zdaj že v Tributu Love? To je zdaj že, da ne bom pismo, mislim, da je 16 let star band. Kako pa izgleda te... Oziroma več, 18, če šteješ prvo spoznavne 16 od prvega špila. Ritme. Kako pa izgleda, ko menjaš band? To mi zdi tako taka... Bom tako rekel, a je podoben, ko menjava avta, ne? A je to menjava partnerja, a je to... S čem bi to primerjal? Mi smo po mojem bolj menjava partnerja,
Pa tudi tako je, no, mi smo z Baywatch bili kar popularni za tiste cajte, imeli po 130 špilov na let. Okay. To je zdaj v teh časih zelo težko doseči. Okay. In je to trajalo, ne vem, jaz sem bil star od 17 do recimo 20 let, ne. Ti se je bilo kar naporno in vem, da polk je band razpadel iz takšnih in drugačnih razlogov. Pač mulci se skregajo, denar se vmešal v igro, pač tako kot band razpade, ne. Ja. Kakšna punca je, ne, Tudi kje. trem všeč, Ja. namesto samemu in tako naprej. Narava da ni sem- dala ravnotežja. Ja, pa tudi, ne vem, ker si toliko mlad, v resnici mogoče preveč začneš za publiko igrati. Premalo zase, a veš, preveč Okej. kompromise sklepaš v to smer. Zdaj smo pa slavni, pa treba to pa to tako igrati. Vem, da polk smo nehali s tem bandom, si rekel, ok, jaz to ne bom se nikoli več šel, ker mi ni za to muzika všeč, da bi jo prirejal tako, da bo ljudem všeč. Ljudem, ne. ja. Seveda je super, da je ljudem všeč, ampak mora biti meni v prvi vrsti. Ne. In potem sem šel igrati v dva blues benda kitaro nazaj, zato da bom Malo se povrnil. tam spet špilil tisto, kar je meni všeč, Okej. pa da sem mečken z druge perspektive, da nisem bil več frontman, ampak da sem bil v zadnji, da to dinamiko benda vidiš tudi iz druge perspektive. No. Ker Ja. biti kot frontman, to je pač ena logika, biti kitarist ali pa basist ali pa ne vem, karkoli drugega je pa nekako druga logika. Tako da je Nisi un highlight, ne mogoče. ali kako? Ja, ampak vseeno moraš pa veliko narediti, ne, pomagati temu, ki je spredi in tako naprej. No, pa mi je pa to, pa je pa ta neka želja po avtorski muziki, a veš, komade sem delal skozi te bendi, v katerih sem jih igral, jih nekako niso hoteli špilati, sem rekel, nič bom pa naredil še enkrat svoj bend, ne. Že Baywatch je bil moj bend. In pol pač že mogoče mečken, ker si starejši, že malo bolj modro zbereš ekipo, ne, ker ni point samo, da dobro igrajo, ne, ti si s temi ljudmi v kombiju, na vajah, v bistvu sem z bendom več kot s familijo, ne. Okay. In morajo biti v redu ljudje, ne, mislim, tako nekako, pač moramo biti kompatibilni, ne. Ne vem, če si slišal za Before Time Band, zmagali so tistele, kaj že od Radia Študent, tisti nek natečaj. Smo slišal. Dobro, vse ni važno, zanj sva se pogovarjala. Je rekel, oni igrajo enkrat na teden, a ne večkrat bi igrali, če bi lahko, pa Ja. pač se ne najdejo. Kolikrat pa bom rekel, a vi sploh še vadite? Ko ste nekaj... Vadimo. Vadite? Premalo, če mene vprašaš. Okej. V resnici je to neka potuha, imaš ti pol 2 špila na teden, ne. Špil je tudi vaja najboljša, če mene vprašaš, ne. Ampak v resnici pa pol band ostane nekje, a veš, če bi se ti, moj ta cilj je, ne, poslušali smo Parni Valja, ki so bili tak band, ki so menda vadili vsak dan. Okay. Prav zjutraj 10 vaja do 2 frej. Ne. In tukaj, ne vem, kdorkoli je bil na špilu od Parni Valja, Ja. pa da je muskontar je to slišal. Ker to so neki mikrotajmingi, ki so tam res štimali. Pa res je se to malo šlampast, pa bom rekel kar skoraj za celo Slovenijo bendov velja, ne. Odigraš v resnici dobro, toliko kakor na koncertu lahko slišiš, ampak da bi pa iz tega recimo neke live plate snemal ali pa kaj toliko dobro pa ni. A ja, da bi kar na koncertih. Recimo. Ja, da bi kar posnel. Tako da jaz osebno bi si želel, da bi enkrat z leti prišli do tega, da igramo vsak dan. Se pravi, da imamo vajo, ne da igramo vsak dan za ljudi, zato ker se s tem vzdržuješ v neki kondiciji in začneš slišati onkraj svojega inštrumenta, veš. Da slišiš vse, kar ostali igrajo. Se pravi, da si tako dober, da nisi sam nase skoncentriran, ampak na celoto, bi lahko rekla. Ja, pa se to je, ne, se mi v resnici kot band ljudje slišijo celoto, ne. Ja. Jaz, ki sem na odru, ja, saj slišim veliko, kaj ostali igrajo in tako igramo en na drugega. Ampak vseeno mogoče manj, vseeno se imaš fokus, ali jaz zdaj prav pojem, prav akord držim tam na kitari in tako naprej. Se vseeno bolj ali manj s sabo ukvarjaš, pa jaz še s publiko, manj kot da bi to celoto slišal in poskušal najti nek
frekvenčen ravnovesje, ali kaj se kvar. Ampak ti zdaj živiš od muzike, ne? Lahko tako rečem. Ja, že lep cajt, ne. Ja. Kaj pa bi, če ne bi muzike bilo? Oziroma, kaj si delal med korono? Tako, ker recimo, si se vrgel neke reklame, kaj si delal? Ali si ugotovil, da zdaj ti pa ful leži neke finančno svetovanje, pa si se vrgel v to? Ne, v bistvu tako je, prvi val, ki je prišel, je bil to meni tak razodetje, ne. Ker naenkrat smo vsi dobili razlog, da ne smemo tega delati, ne. Ja. Kar je bil šok, ne. Po drugi strani sem pa pogruntil, da v resnici že 30 let vsak dan zjutraj, ko vstanem, imam v glavi, veš, to je pa to, če si ti samo zaposlen, sam zase skrbiš, skozi delaš, nikoli ne nehaš, tudi greš na dopust. A veš, jaz sem skozi v paniki, komad je treba narediti, nov komad, plato bomo šli čez 2 let snemati, rabimo toliko in toliko komadov. Več, ko jih naredim, boljša izbira bo šla na plato. Koliko komadov narediš za plato, to je čisto tako in? Pa ne vem, ponovadi tam je, kaj pa vem, 30, pa 10 gre, to bi bil tak, tak je zmer plan, no. Na koncih je 20, 10 gre na plato. Boljše bi bilo, če bi bilo 30, no. Zato, da res pobereš ta boljše. Da se vrnejo zdaj na korono. Ja, in sem bil ful, najprej malo v šoku, 14 dni nisem vedel, kaj bi sam s sabo, in potem sem začel fasade štrihati doma. Vse tisto, kar sem 30 let odlašal, ne. Bom drug teden, bom, ne, in razmišljal o življenju, kako bi bilo, če ne bi bil, oziroma če ne bi bil muskontar, oziroma se da to narediti drugačne, da lahko zadevo izklopim. Ne vem, če sem do kam prišel, ne, ker korona je bilo konc, poštrihal sem vse, kar je bilo za poštrihati, popravil vse, kar je bilo za popraviti. In potem so prišli špili nazaj in je bilo super, ne. Mislim, pa meni je ful sedla ta pavza, no, ker v resnici ni veliko ljudi mislili, da ok, se ukvarjajo z muziko, da se dejansko ukvarjajo z muziko, ne. Jaz se ukvarjam še z marketingom in vedno več je tega in Facebooki, Instagrami, a veš, skozi treba neko vsebino da si dajati nek vtis, da delaš. In v resnici, ne vem, ko sem začel muziko delati, teh stvari tako sploh še ni bilo. So bili plakati za špile pa čao, ne. Zdaj imaš pa v resnici ogromnega dela s tem in se ta proces nikoli ne neha in je v resnici glih ta marketing mene blazno ubija, ker je treba za nek tak band, ki smo mi, ki je recimo že uveljavljen, v resnici vemo za 1 let pa pol naprej, kva se bo približno dogajalo, kjer špili bojo, kdaj bojo plate, kdaj bojo ta glavne promocije, kdaj bojo. In je to, ko se začne ponavljati to. Prav, nimate nobenega, ki bi v bistvu... Imamo, seveda imamo, ampak jaz sem pač lider benda in pomeni, da smo vsi nekako skozi v stalni komunikaciji in snujemo neke nove ideje, kako bomo nekaj predstavili. Veš, bendov je milijon. In milijon jih ima dobro muziko in milijon jih ima dober marketing. In zdaj ti moraš pač tukaj nekako pride do svoje publike, ne. To je včasih več dela kot za... Kakšna pa je vaša publika, se tebi zdi? Okej, to vrhunsko, ja. Ampak, a je konstantna, a bom rekel, srečuješ, ne vem, a si tako, srečuješ ene in iste ljudi pod odrom, ali... Pa imamo neki ljudi, ki so v bistvu se obdržali vseh 16 let. V pomenu besede fan, ne? Ja, recimo, ne, ker smo se mi tudi ogromno spremenili. Ko smo začeli, je bil to zelo blues orientiran band, ki je pel v angleščini in takrat smo imeli... Ste hoteli ven iz Slovenije? Ne, niti ne. Ne, ampak pač blues je v angleščini. Blues se igra v angleščini, to je bila ideja moja, fiksna. In od vseh, ki sem jih nabral, smo se strinjali, da to tako mora biti. Pa smo pa že v resnici na prvi plati naredili 3 komade v slovenščini in se je izkazalo, da zveni dobro in da nas ne moti, da so slovenski, medtem ko pa so ljudje pa zelo dobro to sprejeli, zato ker so razumeli besedila. Veš, nisi v angleščini, se jih razumemo, se vsi govorimo angleško, ampak nisi toliko pozoren na njih. Okay. In potem sem tudi pogruntil, da meni blazno lažje
napisati slovenski tekst, ker pač govorim ta jezik, ne berem ga, pišem ga in lažje izražim svoje ljubavne travme. Okay. In potem se je to nekako ljudem dopadalo in tukaj se je publika mečken, se pravi na začetku smo imeli zelo, bom rekel, starejšo publiko, ki posluša blues. S slovenskimi teksti se je pa publika v resnici ful pomladila. Okay. In tudi moram reči, kar sem v bistvu zadovoljen, ker je lepo gledati z odra, ampak je ful več punc kot fantov. Meni se zdi, da generalno punce več hodijo na koncerte kot fantje. Meni se tudi to zdi, pa ne vem zakaj, ne. Kva fantje počnejo v tistem času. Pijo, ker če rabijo punce najdeti. Dela pesmi mogoče. Mogoče delajo pesmi. Je, dobra, lepa. Ne, tako, a veš, pesmo, ja, tam po Tinderih se svalkajo. Pridite na naš koncert, tam je punc, koliko rečeš. To je v bistvu live Tinder, vi lahko tudi tako oglašujete, stari. Hvala. Kupam live Tinder. Pridite na naš koncert, swipe left, swipe right. Tako. Ne, da ne bo zdaj izpadlo, da naše punce zdaj prodajam, ampak tako, generalno tudi, ko hodim po drugih koncertih, ja. Ne vem, grem na Murphy, ja. Majco, fan, ali pa ne vem, so punce. Sprav punce držijo rock'n'roll po koncu. Ok, se strinjam. Ja, veš kaj, se mi zdi, da mogoče punce bolj razumejo to neka besedila taka. Mogoče so tudi bolj njim namenjena, ne? Ne, pa jaz ne vem, ampak dobro, se ti poješ z moške osebe, ti bi se lahko poistovetil pa rekel, ja, jaz tudi to čutim, razmišljam tako. Ja, ne vem, ne znam, glih to, ko sva začela, ko sem rekel, da smo v Bejboč zelo hoteli jeti v smer publike, ne, delati komade za publiko, zdaj tega res ne počnem več. Jaz pač napišem tisto, kar se meni zdi, da je v redu in je meni v redu, ker se zgodi to, no, da ti napišeš komad, pa če je to uspešen komad, ne, pomeni, da ga boš mogel še tavžentkrat ponoviti. In zdaj, če se ti v prvi fazi zlagal, ne, se pa moraš tavžentkrat zlagati, no, in to je katastrofa, to ni dobro. Nima energije. Ne, na odru, ljudje to začutijo in tukaj dam Wernerju prav, ker pravi, da morajo biti komadi iskreni. Ok. 2010, to so zdaj moji podatki iz interneta, ne moj research. 2010 sta bila z Galom Črni konji v nebo na EMI, prvič. Je to res? Je res. Potem si še bil na EMI? Ne. Ne, to je bil prvič in... Na EMI sem bil samo enkrat z Galom. Kaj je ta famozna EMA? Kaj je to? A je to šov, a je to večkrat imaš perja na odru boljše, a je to dobra glasba? Kaj je ta EMA? Zdaj vem, da je tako malo kočljivo vprašanje, ampak mislim, kočljivo ni. Niti ni. Jaz mislim, da je EMA lahko dobra odskočna deska za kogarkoli, ki gre tja z nekim iskrenim komadom, da bo slišan. To je najbolj medijsko odziven, odmeven festival pri nas, ki pa žal mogoče na terenu nima glih. Vse to, kar nastopa na EMI, jaz redko srečam na odrih po Sloveniji, pa sem veliko tam. To me malo moti, ker se na EMO ne prijavljajo bendi, ki dejansko igrajo. Ampak zakaj je to? Zakaj misliš, da je to? Ker jaz sem dostikrat razmišljal, pa zakaj recimo en Vlado Kreslin ne gre na EMO? Zakaj? Ampak to je kvalitetna muzika. In potem sem se zadnjič pogovarjal sem se z ene parimi kolegi, čistko pa smo malo debatirali o tej EMI, ker pač jaz iskreno nisem nek velik fan EME, grem raje na kakšen živ koncert, pa tako. EME ne gledam, lahko se tako izrazim. Ampak tam sploh ni cilj, se mi zdi, teh nekih boljših glasbenih. A se ti predstavljaš, da bi se zdaj ti na EMO prijavil? Mislim, ja, moram priznati, da sem večkrat pomislil na to, čisto zaradi tega, ker je iz oportunističnih razlogov. Bomo dobili tam toliko in toliko reklame. Bolj imam jaz drug problem, da jaz sem najbolj trpel takrat, ko sem bil z Galom. Jaz sem bil v živo, poješ tam v živo in to je edina stvar, ki jo lahko počneš v živo. Ampak na vseh teh promocijskih, vem, da takrat je bil še Mario, je imel neko oddajo in so potem mogli priti predstaviti komad.
sem ga mogel odpeti na playback, ne. Jaz tega ne znam početi. Okay. To moraš znati početi. Jaz ne znam ust odpirati sam po sebi, se pravi, da samega sebe lovim, ker tukaj je pač muzika, ki jo jaz delam, je vseeno, vsakič, ko mi odigramo nek komad, je vsakič malo drugače odigran. In to je čar muzike, to je tako, ne vem, tako, ko se ljubiš z eno ali z enim, karkoli, ne more biti vsakič isto. Ja, vse, se odzivaš na neke dražljaje in je lahko sam vsakič boljš, ne more biti pa vsakič isto. Ne. In to je playback za muziko. A je lahko vsakič boljš? Po moje, a v ljubljenju govorijo, ali v muziki. Daj vas v ljubljenju, ajde. A je lahko vsakič boljš? A prije kdaj tudi nekaj, pa si rečeš, ok, zdaj pa spet cenom nekaj, kar sem imel pa... Ja, to je zdaj $1 million question. Je, ne? Mislim, vsakič boljš. Ne. To je, če se spet referiram nazaj na muziko, je tako, veš, v enem cajtu ti je ena muzika bolj všeč, ne, kot druga. Jaz blazno sovražim Nirvano, takrat, ko je Nirvana bila, zdaj mi je blazno všeč, ne. Zdaj imam isti problem s Foo Fighters, pa verjamem, da bom čez 10 let rekel pisa, Foo Fighters so dober band. Okay. In ne vem, aj pri ljubljenju podobno, ampak se mi zdi, da je vseeno drugače, ker ti svojega partnerja, ki ga spoznaš, ga praktično redko kdo lahko nadjebe v prvem poizkusu. Če bi mu dal toliko fore, kakor jo imaš, verjamem, da lahko prideš do boljših rezultatov. Tako je. V prvem poizkusu pa dvomim. Pa težko, ne. Tako da nisem glih fan teh one night standov. Več. Več, ne? Sem se naučil. Ampak vsakič, ne. Se mi zdi, da človek rab sam do tega priti. Jaz sem borih 25 let, bom imel zdaj malo tako, da še učim, poslušam lahko starejše. se še učiš. Tako, še je spremljivo, da se učim. Tako je, ja. Pri mojih letih pismo ne vem, če še. Bi si rekel, pa kva te govoriš. Ne, je itak spremljivo, da se učim, ampak mogoče glih na tem področju moram potegniti črto, svoje modrosti zbrati. Tako, ne, in učiti počas parkirati. Svojo ladjo v varnem na svoj varni pristan in to je to. Ne. Ok. Cool. Kva sem hotel reči, da mi povej, a imaš še band na koncu, studio na koncu Rašiške? To je bil včasih. Studio na koncu Rašiške v Šiški. Ja, v bistvu v Šiški smo imeli plac za vaje in smo tam tudi prvo pa drugo plato, mislim, da smo posneli tam. Ni bil studio, to je bil plac za vaje. Naredili smo ga v studio za tisti trenutek in v bistvu 2 dobri plati posneli, glede na to, da mi smo tudi band, ki sami delamo praktično vse. Mislim, ja, imamo, tako kot sem rekel, imamo mi PR-ovce, dizajnerje in tako naprej okoli nas ogromno, ampak kar se tiče muzike, produkcijo od nekdaj delamo sami, nimamo eksternih piscev, niti piscev, niti producentov, tako da zvok je naš, kar je včasih dober, ne, čas je pa slabo, ne. Jaz ne vem, si želim v resnici eno plato narediti z Žaretom Pakom, ki je recimo hud producer, ampak ne vem, če bom psihično zdržal. Me zanima, kva bi on naredil z moje muzike, ne. Vem, ja. Ne vem, če nisem jaz tak control freak, da bi se skregal, kaj pa vem, ne. A veš, da je težko že to starino nekam drugam odpeljati. Ampak nisem tukaj še pike čist postavil, tako da mogoče pa še. Tam ste imeli en biljard, ne? Tudi, ja. Bolj ste ga nosili, ne? To poznam, veš kaj, Rodeo od Gala, se ga mogoče spomniš. En Dado. Dado, ja. Veš, kako je bilo to? Mislim, da je Gal kupil Gal Đurini. Gal Đurini kupil biljard v neki točki in ga je imel pri sebi po studiu postavljenega in po je studio nekaj prenavljal in ga je k nam spravil. In potem je bil, mislim, da pri nas dol v Šiški ni bil nikoli postavljen ta biljard. Da je bil razdrt v kosih.
če se prav spomnim pisma, veš, da se ne spomnim. Pa niti ne vem, kako je bilo pol, vem, da ko smo se preselili, zdaj smo v Detroitu, že kar 10 let po mojem, imamo vaje, kaj je bilo pol s tem biljardom, po mojem smo ga vrnili kaj sem pismo, lej, ne spomnim. V glavnem po štengih nazaj gor. Ja, pa to je res težka reč, ne. Se mora biti kamnita, ne, plata. Ja, kamnite plate so 3, mislim, da so, ker so pol zakitane skup. To ga moraš prav zidar ga mora postaviti. A ja, prav tako je. Pa v level dati, pa ga zakita in pa ga oblečeš v ta zelen blago ali kakršen koli. Filc, kakorkoli. Zato po mojem ni prišlo do tega, da bi ga postavili, ker če nemaš, veš, ni v enem kosu. Ti se marmorna plata, tako 2 metra krat meter, to je težko. Ja, itak že ne se. 100 kil najmanj, ne. Če imaš biljard mizo, stari, si lahko narediš pol nagrobnik. 3 nagrobnike, ne. Evo, lej, imaš, to je, evo, da imaš ti nagrobniki svoje biljard mize. Ej, kaj je pot do uspeha? Pismo po moje, da del, Ja, pa del, pa del. pa iskren del, ne. Ampak ogromen dela, ne. Tako imam občutek. Nivno, da sam uživaš, ne. Ker zanj sem ful dober, ok, TikToka sicer nimam več, ampak preden sem si ga zbrisal, sem videl še en ful dober video, en gospod starejši je rekel, jaz sem bil pri 30 še zmeraj 20 let od izdaje svoje knjige, recimo, ne. Ja. Pač in te socialni mediji danes, pa ta hitrost življenja, pa tako, ne, se mi zdi, da nam vsiljujejo neko idejo, da ti čez noč lahko rata, ne. Pa temu ni čisto tako, se mi zdi. Mislim, sigurno, da ti lahko čez noč rata, ampak... Če zadanaš milijon, ne. Ne, pa niti ne tako, ampak ponavadi je vedno, mi vidimo samo končni rezultat, ne, nekomu je čez noč ratal. Ja. Ne vem, če gledamo zdaj, ne vem, Joe Crowd, najbolj hot band pri nas, ne. Rečemo, wow, čez noč jim je ratal. Ja, ni res, da jim je čez noč ratal, ne. Oni so že 5 let nazaj vežbali, igrali, imeli komade, delali, imeli vizijo, bili pridni. To so vsi zdaj ta trenutek pozabili, ne. Vsi so rekli, wow, ratali jim je. Ja, super, ne. To pomeni, da so, oziroma še več delajo, ampak jaz vem, da so bili naša predgrupa v Cvetličarni, po moje, da glihe ne 5 let nazaj. Takrat pa so iste stvari igrali, pa pred polno cvetko so igrali naše publike, pa je bilo dobro, ampak bi si človek mislil, aha, ne, to bo zdaj isti trenutek ratal, ne. Ja, 5 let je rabili, da je ratal, od takrat z praktično isto muziko, ne. Tako da pridni delali, dozorevali. Jaz to zdaj že po moje 10 oddajah vedno povem, konsistenca se mi zdi zelo pomembna. Ja, konsistenca, ne vem, da verjameš stalnost v cilj, pa da mogoče neka skromnost tudi paše zraven. A veš, če ti zdaj imaš prevelik fokus v to, da boš, ne vem, se v muziki govorim, ne, da boš zdaj zaslužil milijone in tako naprej. Pismo tukaj pri nas na relativno majhnem trgu je to težko, ne. A veš, prej sem vprašal, ti živiš od muzike, živim, ne, ampak nisem vprašal, kako. Ja, voziš dačo. Dober, ne, vozim dačo, vozim še motor, ampak sem skromen, ne. Zdaj, če bi gledal to skozi perspektivo nekega slovenskega, kaj pa vem, podjetnika, ki ima neko drugo filozofijo, ne, vozil bom Benfla, vsak 2 let ga menil, no to jaz sigurno ne morem. Ampak tudi ne bi rad, meni je to brez veze, ne. Ja, ker v svojo energijo druge stvari vlagaš, ne. Ja, pač nimam teh ciljev, denar mi ne pomeni absolutne sreče, rabim ga zato, pač, ker ga vsi rabimo, ne, za jesti. Ok, kaj pa je absolutna sreča? Ja, absolutna sreča je, da imaš obseb ljudi, ki jih imaš rad in da čutiš, da imajo oni tebe radi. Da si sprejet. Ja, pa recimo, da si zadovoljen sam s sabo, ne, da si zelo malo kompromisov naredil v smeri, da bodo ljudje zadovoljni s tabo na svoj račun, ker to zmeraj dobiš račun na koncu, ne. Ok. Tako se mi zdi, da, a veš, bolj, ko hočeš ugajati in se prilagajaš, ne, da prej slej ti
piskar ven vrže po tapetem peru in ljudem poveš točno tisto, kar si misliš. Mislim, da je boljš, da skozi govoriš tisto, kar si misliš, pa vzameš v zakup, da te pa mogoče Kdo ne bo namara. kupil. Ja, tako, ja. Ja. Ampak oni, ki te imajo pa radi, pa vejo, kva imajo radi. Ne? In si pol v resnici mogoče lahko bolj zadovoljen sam s sabo, ker veš, kje si. Pa ne vem, da si zdrav, ne? Ja, To je okej. zelo pomembno. Ja, In ja, ne, da imaš toliko denarja, da ne rabiš skozi. na vsak evro gledati. Ne na vsak evro gledaš, da nisi skozi sužen tega, kako boš prišel do tega denarja. Ne. Razumem, ja. Zato, da lahko v neki točki sedeš na motor ali pa v dačo, pa se peleš nekam, ki ti je lepo, pa s tem pa ne razmišljaš, a sem zdaj ogrozil življenja svojih otrok, Ja, zato, ker sem za trenutek izklopil možgane, kako bodo v naslednjih tednih zaslužili neki. ja, okej. Ne vem. Kaj pa z motorjem se dosti voziš? Ne? Jaz sicer, moje izkušnje z motorjem so zelo slabe, 3-krat sem se vozil z mopedi, ne, Ja. no, pa 3-krat sem padel. Vedno sem bil tudi pod vplivom alkohola, to lahko priznam, ne. Kot mulj 16-leten. In se mi ful motorji zamerili. Kaj pa je tebi ta motor pobeg? Iste izkušnje sem imel kot vi. Okej. Pri 18 sem imel avtomatika, ki je šel, oziroma pri 16, ki je šel 90, V redu. ki sem ga jaz na friziru. Okay. In tudi padel milijonkrat in sem imel ful strah pred motorji, malo me je pa vsem vlekel. In 5 let nazaj naredil izpit za motor, Okay. ki so mi ga frendi častili za rojsten dan, za 40. In preklinjam, zakaj nisem tega naredil že prej. Ker je v bistvu zahteval od tebe toliko ene koncentracije, da pozabiš Izklopiš. popolnoma vse, kar se ti plete po glavi. In hkrati dobiš neko novo dimenzijo, ki je v avtu mogoče ne toliko. Ne. Jaz z avtom tako pogojno rad vozim, skozi sem na špilih, v nekih kombijih. In pol je, da gremo v nedeljo na izlet. Ne bi se jaz še malo vozil, ker sem ker 500 si km selektar, ne. imam uriti. Z motorjem pa ja, ne, je pa čist neka druga dimenzija, ki malo vohaš stvari. A veš, pride Do tebe. pognojenega polja, peleš, ga zavohaš. Ne. Ali pa če greš čez borov gozd, ga zavohaš, ne. V avtu ga velikrat ne. Pa nekako z motorjem mogoče ni toliko važen cilj kot pot. Okay. Greš, rečeš, to je pa zanimivo ime, vidiš neko tablo, piše neki ime, neke vasi, ki se z avtom milijonkrat mimo pelju. In tam zavijaš Z desno. motorjem daš žmigovec in greš pač pogledat. Ne. Hudo. In najdeš kakšne 4 lepe ovinke. Pa jaz ne dirkam neki. Kakšno vrsto Pa ne motorja imaš? vozim se pijan. Okay. Jaz tudi ne več. Ampak, Ni to dobro na motorju, niti v avtu. ja. Pa sem Avto je bolj, bom rekel, daj občutek, boljšo potuho daje pijanemu vozniku. ampak dobro. ni fajn. Ne, ni. Ni fajn. Um, Sem ful proti, pa sem ga ful, res imam teh grehov preveč. Okej. Domov zjutraj Dobro pogledal tako skozi okno, če sem, shit, z avtom sem prišel. ja, to se tudi že meni zgodilo, da sem se zjutraj. In bolj sem ugotovil, da sem avto parkiral eno ulico stran, zato da je mama mislila, da sem prišel s taksijem. Recimo, ne? No, pa je pa meni moj starejši brat enkrat rekel, ne. Je rekel, te stvari se moraš trezen odločiti. Ne. Aha, In zdaj recimo, ne vem, ko gremo mi na špil, jaz moram pač priti iz Šentvida do most, ki imamo plac, oziroma zelene jame. ja, In ponovadi sem šel z avtom tja, ne. ok. Trezen greš z avtom tja, ne, pa greš na špil s kombijem, se pripeljemo in kombi nas priplacal ven, zlije, ne, ponovadi. Okay. Mislim, sploh ne vem, če so neki te dvodnevni ali pa Kaj piješ, trodnevni. pivo? Pivo, ne, ponovadi, se nima veze. No, skratka, priješ ob 3 zjutraj ven iz kombija, 2 ure si se pelil, že 2 ure nisi praktično nič spil, misliš, da si V redu. v redu. In seveda, ne, če imaš avto tam parkiran, valjda rečeš, grem z avtom, ker pijan se še noben ni prav zelo dobro odločil. Ne. Ja, In greš z avtom. Ne. In no, zdaj sledim ta bratov evangelij, da se te stvari treba trezen odločiti. Ne.
Zdaj grem jaz s taksijem že v Detroit, pa ni treba. Ne. Okay. Prav, od doma grem s taksijem, ker če nimam tam avta, ne bom šel z avtom domov. Ja, Pika. pametno. In grem s taksijem in nazaj s A taksijem. naročaš tudi kameo taksi, glede na to, da vozijo dače? Tudi. Mislim, zdaj se sploh navdušen, ker so te aplikacije za naročanje taksijev. Okay. To po Ljubljani v resnici dobro funkcionira. In tudi ja, taksi je zelo ljubljanska rešitev, ne, ali pa mogoče mariborska, ne, Ja. po nekih manjših, ne vem, če si iz Radovljice, pa greš na Per v gostilno, tam je pa v enih ponoči zelo težko taksi dobiti. Ne. Dobiti pa plačo ga boš. Pa plačo ga boš tako, da... Toliko, da se boš pol na koncu spet odločil, pa pijen voze. Ne? Ja, ne, To je problem, Imajo ne. pol drugačne, po teh vseh imajo drugače rešene te stvari. Logistične zalogaje. Logistično pač nekdo je trezen in pele. Ne. V Ljubljani te Glizam pač se čaka z nek enim to taksist. pogovarjal, ne, Ja. kao je še z fulja, ne, taksi je the best. Kako ne jaz taksi, pa nas je en taksi čez dan dela, ne, Ja, zvečer ni, ne, on se kao, ok, to nisem pomislil, ne, to, pri nas, se pravi, v Ljubljani je to dosti simpel. ja, v Kamenku imamo zdaj celo dva taksija, taksi Kamnik pa taksi Alma, ampak ja, to je težko dobiti. Ne. Cool, da mi povej še, da bi čas prihajal proti koncu, ne, najnega pogovora, intervjuja, druženja Travniku. tako na Travniku sredi Ljubljane, oziroma to je že obrobje Ljubljane. To je Pržan. To je Pržan, Šentviški hrib tukaj gor, Ja, ki ga ima požigalec zelo rad. Ne. ja, točno tlele, Tle gor kurne. takole naravnost, ja. Sem bil ene dvakrat, sem že gasil, Ja. tlek sem gasilc tudi. Daj mi za konec, preden boš še premislil za vprašanje za gosta, naslednjega, Za gosta, katerega ki ga- ne vem. Ker ne vemo, kdo je, ne. Ja, to te pa še vprašam, kaj je tvoj moto, kaj je tvoje vodilo v življenju, pa kaj si želiš mogoče, da bi se na svetu spremenil, kljub temu, da nimaš te moči. To je zdaj tako zelo misel vprašanje, ampak za mir na svetu, Okej. zdaj lahko rečeš. Ne, ampak, Absolutno mir na svetu, ne. okay. Ne vem, tako si mislim, da bi ljudje rabili ne bolj se zgodovino učiti, ne, ampak jo poskušati bolj razumeti. Pa ne rabimo se zdaj kregati, kjeri so bili bolj hudi partizani, Nemci, oni tretji, ne, ampak treba samo končni izračun tega večnega konflikta pogledati, Ja. koliko je bilo mrtvih in koliko je bilo v resnici brez veze skupaj, ker če približno malo komuniciramo med sabo, se da v resnici z vsakim vse zmeniti. Pač ljudje rabimo nek svoj prostor, priznati se moramo, da smo drugačni, da drugače razmišljamo, ampak ne rabimo se zaradi tega streljati, pobijati. Tako da se mi zdi, da bi tukaj se mi zdi, da lahko celo še kaj jaz naredim, pa ti tudi. Okay. Ne, da smo bolj kul drug z drugim. Da bolj sprejemamo druge ljudi. Ja, In daš kakršni svojo koli že svobodo. so. Ne, in pol, mislim, da posledično pride do manj nekih teh konfliktnih situacij, ki se končajo tako, kot je zdaj neka Ukrajina. Ne, ki bo itak pol čez 50 let ali pa čez 200 let, ko bodo naši potomci brali zgodovino nazaj, Ja. bo jasno, da je bilo to, ne vem, zaradi neke nafte, plina, nečesa, ne, ampak najebal bo pa milijon ljudi Za brez bo veze. umrl, 30 milijonov se bo razselili po celem svetu, zato da bojo 4 kravatarji, stari, dolgojajčni, sivi, Nekaj dosegali. dosegli, ne vem, 1,5 odstotni rast nekih delnic, ki so Ja. kupili, od katerih noben nima nič. Ne, tudi oni, a veš, to se zdaj neki jahtari med sabo Burijo. Ja. naj grejo na pole, Ja. vsak svojo helebardo, In pa naj meč in- se zmlatijo. Ne. Ja, Mislim, zato, da točno imel to. še 2 metra daljše jahto, Ja. bo pomrl Ja. toliko in toliko ljudi in vsi ga posledično najebemo. Ne. A že daj napisal knjigo, glede na to, da je tvoj brat že. Pa, jaz Pa, imam- kolikor vem, bratje med sabo tekmujejo. Jaz ali imam kako je? pesniško zbirko, sem izdal tako, in to že pred dnem. Aha, ok. Se pravi, tle si mu že dal, kao, lej. Lej, ne se Erika. Ne, mislim, da so z bratom že nehala tekmovati v teh dosežkih. Aha, ok. Ker vsak v svojo smer vleče. Ja, vsak v svojo smer, da so z leti postala čist
ponosna drug na drugega, kva pač počneva. Še vedno se ne nujno ne strinjava v vseh, ampak se sprejemava takšna kot No, sva. tako, In Nimata vojne, ampak imata sprejeme. živiva v isti bajti, kar je v resnici lahko zelo fino in po drugi strani ravno zaradi teh nekih razlik lahko prihaja tudi do konfliktov, ampak se mi zdi, Ja. da jih je vedno manj, ne. Tako da napredujeva. Končno vprašanje, ki ga Končno boš postavil vprašanje. ti. Ok, dej, bom se navezal na ono prejšnjo debato. Ne. Ja. Veš, kaj lahko ti, ne vem, če ga lahko tikam, ali pa jo, narediš, da bo človeštvo postalo bolj človeško. Kaj storiti, da bi človeštvo postalo bolj človeško? Ja, kaj lahko on, kot Kot naredi? gost, ja. Ja, ker Ali pa goste, ja. v resnici to, da sebi da rečem, o, jaz sam ne morem nič narediti, ni res. Ne. Vsak lahko nekaj naredi. Ne. Jaz pač napišem komad, kjer kritiziram, ne vem, naš odnos do okolja. Ja. Tudi svoj. Razumeš? Pa mogoče ga kdo sliši, pa ga to premakne, pa da plastiko v plastiko, pa papir, če to kaj pomaga. Ne. Ja. Pač to jaz na mojem področju je brez veze, ampak Ja, probaš, nekaj si nekaj naredil. pač Imel si to nekje v glavi, ne? S tem namenom. nekaj ne. naredim. Ne. In se mi zdi, da vsak lahko pripomore k temu. Ne. A veš, ne vem, ima soseda, ki je blazno skregan z drugim sosedom zaradi neke neumnosti. Ne vem, zato, so bili... Kaj je bilo že včasih Jermanovo oko? Si gledal, Ja, ne? recimo. Ne. To mi je bilo vrhunsko. Vrhunsko, ampak tako se praktično ne. vojne začnejo. Ne. Ja, če bi te dva soseda imela pod sabo dve vojski, bi se verjetno. Ja. Bi verjetno Predvsem kakšen ne bi milijon sama ljudi umrlo skočila zaradi in- metra ali Ja. pa zaradi vrbe, ki raste na drugi Tako je, ja. strani. Ker raste že 300 let, ne. Ja. Ker sta one dva zarisala, kje je čigav. Črta. Ne. Tako je. Tako da tukaj se mi zdi, da lahko vsak veliko naredi. No, midva bova tle zaključila. Hamo, hvala, ker si bil moj gost. Hvala, ker ste Hvala, zdržali z nama do Ja. konca te debate. Modrosti sredi Pržana. Ja. Tako da hvala vam, ker ste gledali. Ločujte odpadke, delite nekaj za svet, da bo boljši. Pa magar, če je to, da daš plastiko, pa papir. Nekje Majhne treba stvari Ja. lahko vodijo do velikih. Tako je. S tem bomo a veš. zaključili. Top, hvala ti. Vse grem pobrati. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.